Presenečenje. To je neobičajna epizoda podcasta LDGD. Najprej sama dva sva, tako da si bova ful upala, Aljaž. Najprej absolutno hvala, ker poslušaš naše epizode. Hvala, ker vsi tisti, ki podpirate Metino listo. Če niste opazili, Aljaž, tudi jaz sem opazil, ampak vem, kaj boš rekla. Kaj. Tudi plod tvojega trdega dela ali pa naših skupnih prizadevanj zadnje tedne. Namreč prenovili smo naročniški sistem Metine liste. Aljaž, 2 opcije sta v grobem. Res je. Lahko postaneš član ali članica vlade narodne enotnosti, kar preferiramo, ker ta država rabi dobre kadre, lahko pa tudi stric ali teta iz ozadja. Je pa res, da je nekaj majhnih, a ključnih razlik in ena od teh razlik je povod za tole epizodo. Kajti, članice in člani vlade narodne enotnosti dobijo tudi bonus vsebine. Da ne rečemo, da so to epizode za geeke, za poglobljene debate, za nerde, za recimo nekoga, ki ga zanima, kako izgleda pripravljenost Republike Slovenije na kibernetske nevarnosti, ki si pa ti v bistvu, Nataša, zakuhala celo zgodbo, ne? To je res, ja. V zadnji epizodi LDGD-ja je bila moja politbizarka ta kolobocija z USB ključki, kjer sem se spraševala, pa kdo to danes sploh še uporablja. In oglasil sem je, in to sva res hvaležna, tako da spodbujava, da se nam oglasite in s predlogi ali pohvale ali kritike, what the fuck ever, ne? Ampak oglasil se nama je direktor Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, dr. Uroš Svete, in na moje, pa kdo pa še to uporablja, mi je pojasnil, da v bistvu sploh ni tako malo inštanc, ko se to mora celo po zakonu uporabljati. In potem nama je zasvetila lučka in to pa mogoče lahko bonus epizoda, sploh zdaj, ko smo prenovili ta naročniški sistem, se pravi, dajmo malo bolj globje zakopati, kaj sploh imamo, kje imamo na teh USB ključkih, ne? In ker sva bila že tam, sva tudi poprašala o državni odpornosti na kibernetske napade, kaj se zgodi, če pride do najhujšega, ne? In seveda tudi, kako človek, ki je glavni za kibernetsko informacijsko varnost v državi, kakšno tovrstno higieno ima on. Uroš je krasen sogovornik, res velik poznavalec točno tega področja, o katerem govoriva. Sicer je profesor tudi med drugim deloma zdaj, odkar je v tej novi vlogi na Fakulteti za družbene vede, obramboslovec, ki pa se je specializiral zadnjih 30 let prav na to kibernetsko varnost, informacijsko varnost, tako da res ve, o čem govori. In to je zdaj promocijska epizoda tistega, kar članice in člani vlade narodne enotnosti Metine liste lahko poslušajo v celoti. Pred nami je častna naloga. Najtežje funkcije v politiki bi predsednik Socialnih demokratov. Milan Kučan, Janez Zemljarič, Janez Stanovnik, Franc Šetinc. Ali bo Nova Slovenija še sodelovala v vladah, ki jih bo vodil Janez Janša? Je odgovor ne. Srečna Slovenija, če nikoli vzamejo. Na Zahodnem bregu gledamo genocid. Sam ocenjujem, da je seveda najprej potrebno narediti domačo nalogo. Tako da gre to za neke teoretske razprave. To je LDGD, podcast, ki nikogar ne podcenjuje in ničesar ne jemlje preveč resno. V imenu svojih najbližjih in v Božjem imenu vas pozivam na lov. Pa dobro, pa kaj tebi ni jasno, zdaj pa se upravičujem, no? Ampak resno se upravičujem. Za petino ključkov so ugotovili, da so bili okuženi, naročenih seveda več, sistem jih je sam zaznal, zdaj pa bili so najdeni v originalni embalaži. Zdaj, če se ne motim, forenzična preiskava še teče, ne? Še ni končana. Forenzična preiskava, kar se nas tiče, je zaključena, ni pa končana preiskava, ki jo vodi policija, ker pač je seveda, glede na to, da smo tudi jasno, oziroma so tudi sami zavezanci obvestili policijo, potem oni še izvajajo svoje postopke, ta pa še ni končana. Okay. Skratka, je bila tukaj Slovenija tarča, a je bilo nasplošno, ali je tudi proizvajalec v tem primeru žrtev?
Lahko povem to, kar vemo sedaj, se pravi, zdaj nismo jasno, kar se tiče teh podatkov, govorim forenzičnih podatkov o črvu in tako naprej. Mi take zadeve potem delimo tudi z mednarodnimi asociacijami. Seveda v prvi vrsti gre za EU organe, namreč EU se zadnja leta zelo organizira, kar se tiče kibernetske varnosti, tako da naš Sigurd Cert, ki je to preiskoval, je tudi član torej mreže CSIRT skupin na ravni EU-ja. Slovenija ima 2 člana v tej asociaciji, Sigurd Cert in SICERT, in to se pravi so dejansko organi, ki operativno preiskujejo zadeve, tako da mi smo to tja delili in seveda bomo videli, koliko je bilo podobnih zaznav tudi kje druge, ne. Je pa dejstvo, da kar se tiče tudi slovenskega primera, zaenkrat ne kaže, da bi bilo to neko res zelo fokusirano delovanje. Se pravi, da bi točno nekdo imel jasen cilj, ne. Zdaj, če se bo pa seveda pokazalo, da druge države takšnih primerov niso imele, ne, ali niso zaznale, potem seveda bomo pa lahko tudi izhajali iz tega, da smo na nek način mi bili bolj, izpostavljeni, ampak to v tem trenutku še ne vem, ker tudi niso še sam feedback strani ostalih organov po Evropi še ni prišel. No? Uroš, iz gole radovednosti seveda zasedaš zelo pomembno funkcijo, v narekovaju pametuješ o tem, kako naj drugje po agencijah, upravah skrbijo za varnost. Kako ti skrbiš za svojo v tem pogledu, to informacijsko in varnost na spletu, par nasvetov, čist... Ja, to je težko, ponovadi Kovačeva kobila bosa. Ne, to nisem mislila sploh. Ampak ja, obstaja pač neki bi rekel, elementov, ki se jih da delati. Zdaj prva zadeva, ki jo delam že leta, je backupiranje. Ampak to morda še... Skratka, ne zaupaš čist, je v oblaku, pa smo okej. Daš še fizično. Ja, dam še fizično. Ja. Zdaj, seveda, sploh pač, če imaš neke podatke, recimo, ki so bolj občutljivi v tem smislu, da bi izguba dejansko da bi te prizadela, se potem pač tudi fizično backupira. Zdaj, oblak sam po sebi seveda je zelo okej, ne? Je pa seveda res, veš, jaz se malo spomnim, pač imamo že nekaj let, ne, in gledam na to tehnologijo že, ne vem, tam od 93. leta in spomnim se, ko smo vsi CD-je, ali pa ko smo iz disket prišli na CD-je, ne. Zdaj recimo gledam tako okoli sebe in prav moram razmisliti, ali imamo, pač mi imamo, ker moramo to imeti, ampak ne vem, če imamo več kot par bralnikov CD-jev, ne. Sploh, ne. Se pravi, zdaj vse tisto, kar je bilo zapisano na CD-jih, je neuporabno, ker nimaš kam ga vtakniti, konec koncev, ne. Tako kot kaseta v avtoradiju. Točno kaseta, recimo, dobro, zdaj vinilke so druga zgodba, ker so spet popularne, ampak veš, isto je pri oblaku, ne. Zdaj, kdo ti bo garantiral, da, ne vem, bo ta ponudnik oblaka, ki ga ti danes uporabljaš, še vedno, ne vem, živ, oziroma še vedno svoje storitve upravljal čez 90 let. Ne? Daj, za tiste, ki pač ne vejo o tem, kje pa vse, ali lahko daš par primerov, ki se rab USB ključke. Se ne pomeni, da ga jaz nikoli ne uporabljam, ampak vsem, da je pa to tako z zakonom celo nekaj določeno, da mora biti nekaj na USB ključku, me pa vsem presenetilo. Ja, mislim, da je še kar nekaj poslovanja tudi za državno upravo, se pravi, zdaj govoriva o organih državne uprave, torej v nekem ožjem smislu javnega sektorja. Mislim, da imamo še kar nekaj, bi rekel, se pravi, samih aktivnosti, zlasti, ko gre za odnose z državljani, ko gre za stvari povezane z gradnjo, recimo, in z okoljem. Torej, tam je dejstvo, da upravne enote komunicirajo z državljani in državljani z njimi tudi preko takih pomnilniških naprav. Tako da spomnim se tudi samih določenih, če se spomnite recimo v primeru energetske sanacije, se je dostikrat tudi še pred korono poslovalo na način, da se je pač dokumentacijo zbiralo in potem posredovalo na nekih ključkih. Tako da
je še vedno prisotno. No, Skratka, v tvoji denarnici je ali pa nekje blizu en USB ključek z nečim. Jaz jih redko uporabljam, oziroma skoraj da nič. No. Je pa res, da uporabljam zunanje pomnilniške medije kot obliko varnostnih kopij. No. Kako težko ali pa kako enostavno je širiti te informacije, izobraževati, a imate kakšne, ne vem, vaje, napovedane ali pa nenapovedane teste te odpornosti, kako vzdržujete kondicijo? Ja, to je odlično vprašanje. Je to res problem? Seveda to počnemo. Tudi bom povedal, kako počnemo, pa bom poskušal tudi razložiti, zakaj to, kar počnemo, se mi zdi, da še vedno ni dovolj. No? Zdaj, kar se tiče samih programov, tu imamo dva programa, ki jih je tudi sicer razvil, Varni na internetu, Varni v pisarni. Varni v pisarni je program, ki je prav namenjen za zaposlene, tako v privatnem kot javnem sektorju, in tam se seveda poskuša usposobiti in nenazadnje tudi na nek način izobraziti uporabnike. Zdaj, novi zakon tudi zapoveduje, zakon je bil stopil v veljavo 19. junija pred nekaj dnevi, da se poslovodstva, se pravi, tako v javni upravi kot v vseh ostalih sektorjih izobražujejo obvezno, se pravi, ne samo zaposlenim, ampak poslovodstva sploh, oziroma odgovorne osebe, ali so to ministri, direktori, kdorkoli že, in to morajo obnavljati na vsake 4 leta. Skratka, ne gre za neko, bi rekel, dosmrtno, če tako rečem. Da enkrat narediš in imaš do konca. Ampak zdaj seveda ne, imamo tudi vaje, imamo nacionalne vaje, imamo mednarodne vaje, pravzaprav vsako leto imamo vsaj 2 vaji, ki jih v državi izvedemo. Se pa tudi zgodi, da so te vaje 3, to so NATO-ve vaje, EU vaje ali pa nacionalne vaje. Kar pa seveda opažamo, pa je to, da mi smo morda malce prehitro oziroma preveč, bi rekel, enostavno spojili pravi in realni prostor, oziroma kibernetski in realni prostor. A so slovenski javni uslužbenci in funkcionarji po tvoji oceni dovolj obseg pismeni, se pravi, da se zavedajo tega, da se varnost ne začne in konča pri računalniku pa pri telefonu? Jaz bom odgovoril na to vprašanje v bistvu direktno in generalno. Jaz mislim, da je odgovor ne. Torej, da ta ozaveščenost ni dovolj velika, in to ne velja samo za funkcionarje oziroma tiste, bi rekel, neke nosilce odločene. Se pravi, ker v resnici se mi pogovarjamo o tem, da imamo različno odločevalsko moč, pa ne si gre za podjetja ali pa za javne oziroma državne organe. Ne. In jaz mislim, da težava naša v Sloveniji je ta, da preprosto mislimo, da smo pravzaprav, ne da smo vedno, a pa da bomo vedno varni, večno varni, da preprosto menimo, da je svet, ko bi rekel, da je preprosto preveč fikcija, ne pa realnost. Torej, realnost danes v svetu je, da je realizem v mednarodnih odnosih prevladal. To pomeni, da ta naša varnostna mantra, ki je pač tudi v teoriji nastala 20-30 let nazaj, da se lahko varnost vsem povečuje, se pravi, da pravzaprav mi izhajamo iz enega kooperativnega koncepta, ta mantra je danes nažalost v defenzivi ali pa v avtu. In je v bistvu prišla spet na plano realistična koncepcija, se pravi, kjer je pa varnost omejena dobrina. In če je omejena dobrina, se nekomu povečuje, drugomu zmanjšuje. Ne? In to nujno vodi v neko kompeticijo in igraničene vsote. In v tem primeru seveda mi še vedno ostajamo, mentalno govorim, v veliki meri v Sloveniji v neki fikciji nekega, bi rekel, utopičnega sveta, kjer bomo pač vsi stremeli k nekemu splošnemu blagostanju, dejansko pa temu ni tako. Ne? In če pogledamo, ne vem, ali trg, kompeticijo med podjetji, ali kompeticijo med državami, ali na koncu geostrateške odnose,
pač vidimo, da se države in akterji prerivajo, da poskušajo pridobiti neke boljše pozicije in da ne nazadnje želijo vedeti, kaj in kako bodo ravnali njihovi, bi rekel, ne nujno sovražniki, ampak vsaj tekmeci. In to mislim, da je glavni problem v Sloveniji. Se pravi, da preprosto nimamo tega občutka, da smo mi tekmeci z drugim in da so drugi tekmeci nam. In seveda potem zelo tako odprto delujemo, transparentno, če rečem, nimamo nekega sploh občutka, da bi mogoče bilo pa kaj, potrebno bolj senzibilno obravnavati in seveda potem jasno, je tudi temu ustrezno isti odnos do informacijske in kibernetske varnosti. Se pravi, to, kar si ti vprašal, je bolj stvar informacijske varnosti, ker če se ti tam pogovarjaš, vse te letališča in dejansko, govoriš o stvarih, ki definitivno niso za javno obravnavo, to že kaže na neko tako zavedanje, ki je za moje pojme, za današnji svet naivno. Nimaš kakšne, si jaz mislim, evo zdaj spet malo, kakšne napravce, ki jo kot direktor za informacijsko varnost sabo nosiš, da če bi te kdo nadaljavo hotel, kaj, da to odbije napade? Ne, tega ni, ker tudi v bistvu tukaj pač nosim sabo, to ni nič takšnega, da bi pravzaprav imelo dostop do nekih sistemov, ki so bolj zaprti. Ker namreč, zdaj tako, mogoče sem kot pojasnilo, kibernetska varnost tudi v Sloveniji ima dva dela. En je zelo javen, pač mi se ne zapiramo, mi nismo neka obveščevalna skupnost, ki ima veliko bolj stroge, recimo temu, varnostne ukrepe, kar se tiče tudi seveda človekovega dela, ampak po drugi strani pa seveda neke naše ocene, analize, ki jih delamo, tudi sistemi, ki jih vidimo, pač kako se odzivajo, kako so odporni, kako niso odporni, to pa seveda ima neko stopno tudi po zakonu o tajnih podatkih in seveda te sistemi niso dostopni javno, tako da v resnici, ker se tega tiče, ne rabim pa zdaj imeti neke ne vem kakšne skrite škatle, ki bi bila, bi rekel, deus ex machina in varovala te podatke. Mogoče še, kar se tiče gesel, zdaj gesla velja pa samo ena, bi rekel, čisto enostavna nasvet oziroma en čisto enostaven tak pristop, politika, če tako rečem, več kot je faktorjev, boljše je. Jaz izhajam iz tega, in to, ne vem, pač se mogoče se motim, ampak jaz vidim v bistvu velike primerjave med poplavno varnostjo in kibernetsko varnostjo. Zdaj, bolj kot ti delaš neke barijere, bolj kot ti pravzaprav delaš ovire, več boš naredil, več boš povzročil eforta pri napadalcu. Napadalci so pač ponavadi, razen če niso seveda to res direktno fokusirani na te, so zelo veliki oportunisti. In pač v tem kontekstu, če imaš ti, ne vem, geslo, ki je kompleksno in imaš zraven še drugi faktor, je to ponavadi, tukaj predlagam, da se drugi faktor dela z aplikacijo, ne z SMS-om, in če imaš potem še, ne vem, za vsak login, ki ni iz tvojega sistema narejen na način, da dobiš neki notification, da se je, ne vem, prijava zgodila na neki neobičajni lokaciji, to je, mislim, da kar dovolj, kar lahko človek na tej ravni naredi. Če se zgodi, da, kot se temu reče, shit hits the fan, a obstaja tajna lokacija, kjer se dobite vsi deležniki in koordinirate odziv? Obstajajo lokacije, ki moramo imeti, mi smo tudi nosilci obrambnega načrtovanja, poleg ostalih ministrstv, in obstajajo lokacije, ki morajo biti definirane, kjer se mi v bistvu dobimo, zberemo, skratka, v primeru, ko bi bila tudi fizična varnost ogrožena. Tako da to obstaja. Prav tako v bistvu delamo tudi ogromno na redundancah, se pravi, po novem NIS-u morajo imeti tudi CSIRT skupine vsaj dve lokaciji, ki sta neodvisni in vsaka sama zase avtonomni v smislu delovanja. Tako da tudi seveda, če bi prišlo recimo primer, da pač bi bila naša stavba neuporabna, za takšnih ali drugačnih razlogov, to ne ustavi našega delovanja in tudi ne naših komunikacij, tako z drugimi organi v Sloveniji, kot pa seveda tudi z drugimi organi zlasti v okviru Evropske unije. In to je bil zdaj kratek izsek iz daljše epizode
do katere imajo dostop članice in člani vlade narodne enotnosti Metine liste za ceno enega hamburgerja na mesec. Hvala vsem, ki ste nas že podprli in hvala vsem tistim, ki nas še boste.